Glede na to, da je sedanja vlada pripravila največ ukrepov na področju socialnega sistema ter zelo malo ukrepov na področju gospodarsko-finančnega sistema, se ekonomija slabša in slabšajo se tudi pogoji poslovanja za gospodarske subjekte. Tukaj mislim tako na pravne osebe kot na fizične osebe, ko govorimo o samostojnih podjetnikih. Ta kriza se še posebej pozna pri malih in srednjih podjetjih in Evropska komisija ter tudi ostale mednarodne organizacije, Mednarodni denarni sklad, Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj so ugotovile, da ravno srednja in majhna podjetja so tista, ki lahko potegnejo celotno državo iz krize. To so tudi najbolj propulzivna podjetja, ki so najhitrejša na trgu, ki se najbolj znajdejo tako na domačem kot na svetovnem trgu. Ta podjetja in tudi večja podjetja pa dejansko potrebujejo za zagon poslovanja, proizvodnje, za širitev proizvodne, za razvoj, za osvajanje novih trgov, potrebujejo kapital, potrebujejo denar. In na tem področju je vlada sicer sprejela zakon o jamstveni shemi, ki pa ne deluje, ki je birokratsko naravnan, administracija za pridobitev kreditov je izjemnega pomena v negativnem smislu in seveda to pomeni, da se tako imenovani kreditni krč ne manjša in da podjetja zelo težko pridobijo dodatna sredstva. Zato strokovni svet Slovenske demokratske stranke predlaga, da se zakon spremeni tako, da bo možno preko njega dobiti tudi druge oblike kreditiranja, naprimer revolving kredite, ter tako, da bo administrativna zahtevnost in birokratska zapletenost tega zakona bistveno manjša. Poleg tega, strokovni svet Slovenske demokratske stranke predlaga neposredna jamstva države za mala in srednja podjetja, predvsem tista, ki imajo razvojne projekte. S tem bi se na lažji, hitrejši način tem podjetjem omogočilo pridobitev še kako potrebnih sredstev za to, da bi lahko uresničili svoje razvojne programe. Ena izmed velikih težav v sedanjem gospodarskem trenutku je nelikvidnost. Nelikvidnost, lahko govorimo o celotnem gospodarstvu. Plačilni roki se podaljšujejo, nekateri govorijo o plačilnih rokih, ki znašajo 120 dni, drugi 150, celo 180 dni znašajo plačilni roki. In eden izmed pomembnih igralcev na trgu je seveda tudi država ter državna podjetja, zavodi, agencije in podobno. In država v najširšem smislu je tista, ki bi morala biti na področju plačevanja vzor, zato strokovni svet Slovenske demokratske stranke predlaga, da je plačilni rok za državo 15 dni. Z drugimi besedami, državne organizacije in organi naj bi za prejete storitve oziroma blago plačevali v 15 dneh. S tem bi seveda bili vzor in seveda s tem bi tudi drugi subjekti na trgu skrajševali plačilne roke.